Dragi otroci, spoštovani starši, gospe učiteljice in vzgojiteljice, cenjeni obiskovalci. V imenu knjižnice Brežice in v svojem imenu vas prav lepo pozdravljam. Z današnjo prireditvijo zaključujemo bralni program Bralna Mavrica, ki je potekal v šolskem letu 2023-2024. Cilj programa je predvsem spodbuditi družinsko branje in otrokom približati svet knjig že v njihovem predbralnem obdobju, pozneje pa jih spodbujati na začetku njihove bralne poti. V Bralni Mavrici so letos sodelovali navihančki, cepetavčki in igralčki iz Rtič, pikapolonice in palčki iz Bizeljskega, metuljčki, zvezdice, škorenčki, srčki, mehurčki, kapljice, gumbki, gosenice, barvice, brkci, puhki, hiške in metulji iz Brežic, vodomci iz Cerkelj ob Krki, dobovske čebelice, metuljčki, pikapolonice in medvedki, balončki in sončki iz Globokega, zvezdice in palčki iz Kapel ter pikapolonice in zajčki iz Velike Doline. Za mavrično priznanje so se potegovali tudi učenci prvih, drugih in tretjih razredov osnovnih šol Rtiče, Bizeljsko, Brežice, Cerklje ob Krki, Dobova, Globoko, Kapele, Pišece in Velika Dolina. Učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika v Srbiji pod mentorstvom Rud Zlobec. Dragi mavrični bralci, morda je kdo od vas že prisluhnil oziroma prebral ljudsko pravljico Medved išče pestunjo. V pravljici spoznamo, da je zajček pazil na medvedje mladiče in jim bral knjige ter pripovedoval pravljice. Ob zgodbah in knjigah so odrasli v krepke medvede. Na poti iz majhnih v velike in samostojne bralce ste tudi vi. Prepričana sem, da ste in boste ob tem v spominu shranili nove vsebine, ki ste jih že in ali jih še boste lahko pripovedovali naprej, kot jih je zajček. Z branjem in poslušanjem branja odraslih vas je mavrično priznanje letos osvojilo kar 384 otrok. Prav vsakemu med vami iskreno čestitam. Dragi otroci, ostanite še naprej zvesti knjigi in branju, ter se tudi v prihodnje udeležujte bralnih tekmovanj. Eno takih, z imenom Poletavci poletni bralci, se začne že čez nekaj dni, 10. junija in bo trajalo do 10. dne septembra. Na koncu bi se rada zahvalila tudi vam, spoštovani starši, vzgojiteljice in učiteljice. Skozi celo šolsko leto ste otroke spodbujali k obisku knjižnice Brežice. Motivirali ste jih za branje in ustvarjanje umetnin, ter nam tako pomagali pri izvedbi pomembnega bralnega programa. Želimo si, da bi tudi v bodoče tako dobro sodelovali. Sedaj bom na oder poimensko povabila vzgojiteljice in učiteljice, ki bodo prevzele priznanja za svoje skupine oziroma razrede. Otroci, vi boste priznanja dobili v vrtcu oziroma v razredu. V prihodnjih dneh tisti, ki ste sodelovali pod rubriko Ostali, pa ga lahko od jutri prevzamete na mladinskem oddelku knjižnice. Pa še nekaj, če slučajno opazite, da je na priznanju karkoli narobe napisano, ime ali priimek ali pa karkoli ostalega, lahko tudi, da bi kakšno priznanje pozabila natisniti, se oglasite v knjižnici v Brežicah in bomo uredili tako, da bo vse prav.
Vsem dobitnikom Mavričinega priznanja še enkrat iskreno čestitam. Hkrati pa se vam zahvaljujem za sodelovanje v letošnjem letu in vas vabim, da ostanete pridni Mavrični bralci tudi v naslednjem šolskem letu. Dragi otroci, za svoj trud ste ob priznanju prejeli tudi posebno nagrado, in sicer ogled današnje gledališke predstave, katere naslov je Bobrova skrivnost. Izvedli jo bodo Zavod Enostavno prijatelji, na oder vabim igralce, da nam odstrejo zgodbo. Pozdravljeni pri meni doma, pozdravljeni v naravi. Jaz sem Vila Flora in skrbim za dež. Otroci, ali rastline potrebujejo dežnike? Ne, vodo potrebujejo, da lahko zrastejo. Skrbim pa tudi za veter. Skrbim za veter, ker drevesom razčeše veje, vam otrokom pa naredi čudovite frizure. Včasih pa se tudi razjezim, ker nekateri ljudje brezglavo uničujejo naravo. Takrat neurje naredim. Potem mejo spustim. Ampak na to spet za sonce poskrbim. Sonce je čarobna krogla, ki daje energijo vsem na zemlji. Tako se jo razveselijo živali, rastline in ljudje. Povejte mi, imate vi radi naravo? Lepo skrbite za njo? Potem ste zagotovo tudi prijatelji živali. In dobro prisluhnite, ko boste šli naslednjič v naravo, pojdite čisto potiham. Kajti, če greš v naravo čisto tiho, lahko zaslišiš kakšne nenavadne glasove. Lahko zaslišiš nekaj, kar če bi bil glasen, ne bi mogel. Kdo bi lahko bil to? To, bravo, je lesna sova. Po dnevi spi, po noči bedi, ravno obratno kot mi. In če gremo še globje, še naprej v gozd, kdo pa bi lahko bil to? To je lisica, bravo, ker je sorodnica psov, jo lahko slišimo, kako laje. In če gremo še naprej, še globje. Kdo pa bi lahko bil to? To je ptič,
ampak kateri ptič? Bravo! Ker živi ob vodi, je čudovitih barv, ime pa je dobil po vodi, zato se kliče vodomec. Odlično. Ko pa boste šli naslednjič v naravo, na široko odkrite svoje oči, kajti včasih se lahko nekaj zdi, naprimer to, kot nekaj podrtih vej. In tukaj, kot podrto drevo, ampak tukaj, v resnici, nekdo živi. Tukaj je od nekoga hiša. Kdo je ta skrivnostni prebivalec, ki dela vse dni, ki podvodne rove gradi in za druge živali poskrbi? Tako je. To je naravnost neverjetna žival. To je bober Toni. Vam rečem, samostojno življenje ni hec. Ne. Približno 14 dni nazaj sem šel živeti na svoje in če vam povem po pravici, pogrešam svoje starše. A imate vi radi starše? Jaz ti pogrešam mamico Božja, pa pogrešam bratce pa sestrice. Veste, bobri imamo radi družinsko življenje. Se sprašujete, kaj počnem? Kako? Bravo, to je jez. A veste, zakaj ga naredim? Ker obožujem, da je okoli mojega doma veliko vode. Tukaj je vse polno vode. Tole, dragi moji, pa je moj dom, moja hiša. Imenuje se Bobrišče. A kdo mogoče vidi okna? A kdo mogoče vidi vrata? Vam lahko povem eno majčeno skrivnost. Vrata dam pod vodo, da le redke živali lahko pridejo k meni na obisk. Tako sem varen. Tukaj le spodaj imam polno podvodnih rovov. Vse imam prekopano. Sicer pa sem se čisto zaklepetal. Delo me čaka, Oj. Nekateri imajo raje počitnice,
drugi pa pridno delajo. In ko boste naslednjič šli na počitnice, ne pozabite in spomnite se na bobrčka Tonija, kako pridno dela zate, kako pridno dela za vse nas, za vse rastline, živali, kako pridno dela za naravo.